Čau ful, kako ste? Alenka tukaj, sem ful excited, kakor verjetno slišite in sicer zato, ker govorim o sirenah, o morskih dekeljcih, o temi, ki je meni ful pri srcu. Že ko sem bila otrok, toliko stara, ne vidite, kje imam tla, niti kva kažem, ampak sem bila res še mulc, sem si toliko želela biti morska dekeljca. In mi je bilo toliko amazing ta ideja živeti pod vodo, kraljestvo, rep, plavanje, morje, neskončne globine, morske živali za prijatelje. No, enkrat sem se na polno zjokala, ker sem hotela najprej na vso silo knjigo napisati in takrat res porabila tako celo omare belih listov, ker smo jih imeli, pa še zato, ker tako res sem se mu jokala, jaz hočem biti morska dekeljca, seveda nič ne moreš narediti, jaz res hočem biti in sem bila tak res smešen otrok in sem jokala tako cel dan. Tako da ja, poleg Harryja Potterja, ki je moja največja ljubezen, je to drugi sanjski svet in sem si rekla, da če kdaj napisala knjigo, bo to knjiga o podvodnem svetu. Anyways, gremo začeti. Kaj sem ugotovila je to, da očitno nisem edin totalen navdušenec nad podvodnim svetom in mer people, morskimi ljudmi, morskimi bitji, zaradi tega, ker sem ugotovila, ker sem razkvala, da obstaja tako neskončno legend o morskih dekeljcah, ker me sploh ne čuti. Tako da najprej bomo govorili o 3 legendah, sem jih izpostavila, ker so bile meni najbolj všeč, drugače jih je milijon, tako 1000 jih je. Prva legenda, o kateri bi rada govorila z vami, so The Thin People. Kot plavut, I guess. V glavnem Thin People, v glavnem izhaja iz Norveške, oni so shapeshifterji, torej spreminjajo oblike iz človeka v pol ribo v ribo, torej morska dekeljca, ali pa da pridejo dejansko na kopno in se spremenijo v ljudi, ali pa popolnoma v ribji obliki. Ker so shapeshiftersi, so obenem tudi trickstersi, torej so zelo pretkani in tricksters, a koga to spomne shapeshifter, trickster na... Ja, niso najbolj prijazna morska bitja, legende krožijo, da naj bi oni lahko zvabili nas kot ljudi v vodo, če bi želeli, in z nami ne bi ravnali najlepš pod vodo v njihova podvodna kraljestva, kjer naj bi z nami ravnali na nek način kot sužnji. Druga zgodba govori o tem, da naj bi oni bili sposobni zbrati najlepše zemljane, ker jih najdejo, vidijo hoditi po zemlji in jih zvabili v vodo in jim bili sposobni tudi izpiti njihovo mladost in lepoto in zato naj bi oni lahko živeli za vedno. Ena njihova lastnost je, da so odvisni od srebra, torej če si na primer izgubljen na morju in ne veš, kaj bi sam s sabo, sam par cekinov srebrnih noter stres in pol sam beš, če se jih bojiš, če se ti to zgodi, ali pa če je to edina tvoja rešilna bilka, pa pač počak, da pridejo. Slaba lastnost njihova je to, da so kind of toliko zlobni, da si lahko tudi samo preprosto njihovo kosilo. Druga zgodba izhaja iz Škotske in sicer govori o sealsis, ne vem točno, kako se to napiše, ampak izhaja verjetno iz besede seals, ker to naj bi bili tjulni, torej morska bitja, ki naj bi bila v vodi tjulni in potem, ko pridejo na površje, se spremenijo v človeka. To bom zdaj povedala, so stare gaelske pripovedke in legende v njih. Kaj naredijo pol? Grejo dejansko na obalo ven med ljudi, ker so kot ljudje, si lahko tam najdejo svojega novega ljubimca, partnerja, lahko si ustvarijo družino, ampak što se je v tem, da načeloma ratajo zelo domotožni in želijo nazaj v vodo, ker jih tja vleče. Potem se zgodi to, da če imajo srečo, če nazaj lahko dobijo svojo kožo, katero prej se izlevijo, iz nje se slečejo z te kože, in potem, če jo dobijo nazaj, samo preprosto pobegnejo tej svoji zemeljski družini in jih ni več nazaj. Druga še bolj kruta zgodba je to, da so sposobni ubiti svojo zemeljsko družino oziroma ljubimca, da lahko potem mirno grejo ali pa tavajo v nedogled po obali in zrejo v morje in sanjajo o tem, kako bi še kdaj prišli nazaj v njihovo prejšnjo življenje, torej kot tjulni. Tretja zgodba govori o Lari oziroma o Lara, Lady of the Water oziroma Lara, pač neka nimfa, vodna boginja. Za njo je značilno, da je vsa zelena, da ima zelene lase, zelene oči, zeleno obrvi, zelenkasto kožo, nasploh je res lepotica in krasna in čudovita ženska, vsaj od pasu navzgor. Rep potem pa je ribi in izjemno dolg. Ona je najbolj tista značilna sirena oziroma morska dekeljca, na katero bi mi pomislili, če pomislimo na morske dekeljce, in naj bi sedela na pečinah in na skali in naj bi imela neskončno lep glas, kateremu se ljudje oziroma moški ne bi mogli opreti in bi jih na ta način zvabila k sebi. Ko bi sedela in pela, bi se obenem še česala lase. To so najbolj tipične stereotipne podobe morskih dekeljc in to mi je ful všeč.
Pripovedke o Lari izhajajo iz Brazilije in ker se je to dogajalo na Amazonki pravzaprav, je zelo tipično, da so tam tisoči in tisoči ljudi zginjali in moških, je bilo za vse to kriva včasih ta Lara. Ok, zdaj pa še drug del tega videa, zaradi česar sploh še obstaja to, da jaz zdaj govorim o tem, ker še vedno se ful dogaja pozavi s tem, da kdo vid ali ne vid ali kao vid ali fejka to, da je videl morske deklice pa morske ljudi. Prvi primer gre za množično migracijo morskih ljudi. Pač, kakor vidite na tej sliki, obstaja tudi video na internetu, upam, da se ga spomnim spodaj na limat, skratka, če dobro pogledate na sliko, kakorkoli že izgleda, kot da je neka jata nečesa oziroma jih je več, gre za množično število nečesa. Skratka, ne izgledajo, sploh če jih vidite v gibanju, ne izgledajo tako kot normalen kit, delfin / neki. Izgleda pač dejansko kot da ima roke in noge. Posnetek nima lastnika, je anonimen, posnet pa je z dronom in je čisto random bil naložen na internet in še danes ni nobenemu jasen, ali to je kaj na tem ali ne. Drug primer izhaja iz Azije in sicer tale morska deklica, gre za to, eni pač govorijo, da je to morska deklica taka kot je, druga govori, da je bila najdena v trebuhu morskega psa, ker je bilo to najdeno v Aziji. Gre za to, da so pucali morskega psa, ker je pri njih specialiteta. In so vam potegnili to zadevo, ker izgleda na pol zgnita mrtva. Jaz sem oblečena drugače sem. Malo mi dol leze, obljubam, da sem. Gledam, bolj gledaš to sliko, bolj jasno, da izgleda ful preč fake, pač ta rap izgleda, kot da je narejen iz neke vrečke za smeti črne, right? Ta je meni ful zanimiv, ker je dejansko v National Denmark Museum dejansko hranijo ta okostje, ki ga je pa ta kmet takole lepo najdel na svoji njivi, čeprav, glej, meni ful čuden, ker na tej sliki s kmetom izgleda drugač rep, kakor na sliki, kjer je v muzeju, tako da to mi je ful sumljivo, ali so jih več najdel, ali ne vem kaj, v glavnem to ne paše skup, ne bi, ampak ne. Ja, ta je še najbolj legit, ker dejansko je razstavljen v muzeju, v velikem, pomembnem muzeju, kjer očitno še zdaj ne znajo čisto definirati, ali bi bilo to res ali ne, ker je čuden. Ampak, če ne drugega senzacije, imajo vsaj kšeft. In še zadnja, ki sem jo zbrala, je pa tale, ki deluje meni osebno še najbolj legit. Ne vem, se strinjate, meni deluje res wow, nekaj je na tem, ampak ni. Gre za to, da ni važno, koliko podoben izgleda, koliko končno pristno nekaj izgleda in kadarkoli pride ta slika na internet, so vsi tako, morsko deklico imamo, ampak ne. To je bilo dejansko v 4. ali 5. v Piratov s Karibov, so to delali kot nek prototip morske deklice oziroma neko pomoč pri snemanju in ni važno, kolikrat so oni objavili, da je to njihovo početje, da je en kit delal, da prav umetnike so slikali, kako je on to počel, kako je on to izredlal ven, še vedno folk prihaja do sklepov, kadarkoli ta slika pride na internet, gre viralno in so prepričani, da gre za pravo morsko deklico. Anyway, zdaj vi veste, da ne. To je pa to za danes od mene, sem ful uživala v tem videu. Veselim bi naredila še part 2, ampak kot veste, kot vedno je to ful odvisno od tega, koliko bo imelo gledov. Večja možnost, manjša možnost, logično. V glavnem, tle imate moj Instagram, če me boste tam sledili, splača se iz razloga, ker tam glasujemo, kateri bo moj naslednji video. Hvala za vse, da je do zdaj, radi se imejte s filmom naslednjič, čau!